Dr. Borut Mavrič, vi se kot morski biolog ukvarjate tudi s podvodnim floro in fauno, rečemo, morskimi habitati. Pa nas zanima, kako recimo to raziskovanje s potapljanjem poteka. Ja, dejstvo je, da večina naših raziskav poteka s potapljanjem. To je v bistvu ena od osnovnih tehnik, ki jih uporabljamo, metod. Predvsem tudi zato, ker je naš princip, da poskušamo posegati v morsko okolje čim bolj nedestruktivno, z nedestruktivnimi metodami, ki so v bistvu v prvi vrsti opazovalne. Tako v bistvu uporabljamo različne cenzuse opazovalne, to so lahko linearni transekti, ki so lahko vzporedni z obalo ali pravokotno na obalo, odvisno od specifike, ali hočemo raziskati število in pa zaporedje, sosledje habitatnih tipov na nekem območju, ali v bistvu želimo vrednotiti nek določen habitatni tip vzdolž obale, tako da uporabljamo tega paralelnega cenzus. Nekatere vzorčevanja so namenjena nekim specifičnim organizmom, večinoma vse je pa seveda vezano na samo potapljanje in v bistvu opazovanje, snemanje, popisovanje in tako naprej. Seveda poteka to potapljanje recimo in opazovanje, kot ste rekli, raziskav samo poletnem ali pa recimo v tem času ali tudi v zimskem obdobju. Kako se pač seveda te habitati obnašajo, ne? Tako kot so v bistvu sezone potekajo na kopnem, imamo tudi sezone pod vodo, in se v bistvu tudi sam izgled habitatov zaradi tega spreminja. Tudi v bistvu nekatere živali so prisotne samo v določenih delih leta in zaradi tega tudi v bistvu samo raziskovanje poteka čez celo leto, tudi po zimi, jeseni, spomladi in poleti. Je pa res, da je ta intenziteta, to se pravi število terenov je večje v toplem delu leta. Deloma zato, ker se takrat v bistvu razvije bogata zarast, algalna na morskem dnu, pridejo določene vrste rib, ki jih v zimskem delu leta ni. In tudi v bistvu nekako zaradi same narave dela je v bistvu veliko lažje izvajati te stvari v tem stabilnem toplem delu leta. Po zimi vemo, da je velikokrat slabo vreme, močnejši veter in to velikokrat onemogoča v bistvu sam izhod na teren. Nekako osredotočeni ste na zadnje raziskovanje teh pojavnosti, teh rebrač, tako jim pravite, ne? Lahko poveste, da se pojavljajo tudi v slovenskem delu? Nekako v drugi polovici lanskega leta, v drugem delu poletja, je prišlo do v bistvu eksplozije oziroma množičnejšega pojavljanja te tujerodne rebrače, Nemiopsis sledi. To je vrsta, ki se je pojavila v slovenskem morju že pred leti, mislim, da leta 2009, ampak v bistvu posamič. Lani, kot rečeno, pa je prišlo v bistvu do res množične namnožitve tega tujerodnega organizma, ki je prepoznan kot eden najbolj nevarnih tujerodnih organizmov, ki je povzročil, kjerkoli se je pojavil kot tujerodni organizem, velike probleme pri samem ribištvu. Tako je v bistvu recimo črnomorsko ribištvo, male plave ribe doživelo kolaps, ker je prišlo do upada več kot 80% populacije te male pelaške ribe. In je to pustilo tudi ne samo na ekosistemu velike posledice, ampak tudi na samem ekonomskem stanju držav, ki si Črnomorje delijo. A je to meduza? Gre za meduzno obliko, seveda, zato ker je pač prosto plavajoča v vodnem stolpcu in je želatinozna. Gre pa v bistvu za nek poseben organizem, rebračo, ki je svojstvena in ni v bistvu nič v sorodstvu z klobučnjaškimi meduzami, ki jih načeloma poznamo v morju kot te organizmi, ki nas opečejo. Je to invazivna vrsta, recimo za taj? Prav zato ta vrsta je zelo, zelo invazivna. Invazivna zato, ker pač se v okolju močno namnoži in povzroča v bistvu probleme, spremembe.
Problem je pa predvsem ta, da se hrani z zooplanktonom, z manjšimi organizmi, ki se nahajajo v vodnem stolpcu. Na ta način odžira hrano ribam, hkrati pa se v bistvu prihranjuje tudi z ribjimi jajci in mladicami in na ta način v bistvu z 3 koncev povzroča probleme na teh ribjih populacijah pelaških. Kaj točno se pri nas dogaja, še ne vemo. Prvič zato, ker rednega monitoringa ni, ker pač ni financ. Po drugi strani pa, kot že povedano, je v bistvu ta vrsta šele prišla. No. Upali smo, da zime ne bo preživela, ker je za to naše področje značilno to, da v bistvu po zimi temperatura zelo močno upade pod 10 stopinj Celzija, velikokrat tudi pod 8 stopinj, kar so nekako ekstremne temperature, ki so to območje nekako varovale pred množičnejšim udiranjem tujerodnih vrst v to območje oziroma naselitev. Pri Mnemiopsisu se je izkazalo, da je pač zimo preživel in zdaj pričakujemo v bistvu, da prisoten je še vedno v morju, pričakujemo pa, da zdaj v tem toplem delu leta, da se bo spet občutno namnožil. Kako pa ukrepati v takih primerih, recimo, kakšne so izkušnje, recimo v drugih območjih, v drugih morjih? Ste omenili, ne? Črnomorje? Tako, pri Črnem morju je prišlo do v bistvu nekega srečnega naključja, da je nekaj let kasneje prišlo v to morje ena druga tujerodna rebrača, ki je pa plenilec omenjenega Mnemiopsisa. In v bistvu ta plenilec je potem jedel Mnemiopsise in na ta način začel kontrolirati populacijo in je to številčnost Mnemiopsisa začela upadati, posledično pač tudi predacija ribe in tako naprej in se je v bistvu nekako sistem umiril. Mnemiopsis je še vedno prisoten, ampak ne v toliko velikem številu. V našem morju bi bilo treba pogledati, kakšni bi bili možni ukrepi. Dejstvo je recimo, da za razliko od Črnega morja mi imamo že prisotne domorodne rebrače, ki bi lahko potencialno bile plenilec, te tujerodne rebrače, ampak kot rečeno je premalo raziskav še narejenih na tem. No. Se pravi, da zdaj posvečate kar precej pozornosti. Ja, kolikor lahko poskušamo v teh omejenih finančnih virih, kot jih imamo, ker pač mi dobivamo finance na trgu in na drugih projektih in seveda večinoma časa potem moramo temu posvetiti. Je pa seveda naša želja in interes tudi zaradi skrbi za naravo, da se v bistvu tudi tega problema lotimo oziroma se ga lotevamo. Vrniva se nekoliko k tem vašim nekajletnim izkušnjam s potapljanjem. Kakšen habitat nahajate recimo v tem slovenskem ali pa v severnem Jadranu? No, Slovensko morje oziroma severni Jadran je zelo specifično območje. Gre res za zelo plitvo morje, recimo povprečna globina v Tržaškem zalivu je okrog 20 metrov, kar je res zelo, zelo plitvo, ne? Če pogledamo svetovno morje. Ne? In nekdo bi rekel, se to ni pa nič. Je pa dejstvo tudi, da je v bistvu to območje zelo specifično zaradi nečesa drugega. V bistvu, kot vemo, slovensko obalo zaznamuje flišnata obala, flišnati klifi, tako, ki so zelo krhki. Ob vsakem deževju se te stvari spirajo noter v samo morje in poslabšujejo svetlobne razmere. To se pravi, v bistvu vidljivost pri nas zelo slaba. Ne zaradi toliko onesnaženja in ne vem česa, ampak v bistvu zelo veliko zaradi teh finih delcev, ki se spirajo v samo morje. Kar pomeni, da recimo pri nas pas, kjer uspevajo zelene alge in cvetnice, sega zelo plitko, maksimalno do 10 metrov globoko. Recimo že v srednjem južnem Jadranu je ta meja pomaknjena 30, celo 40 metrov. Ne? Kar pomeni, da v bistvu do 10 metrov imamo te pasove z algami in cvetnicami, po 10 metri pa pridemo v bistvu v neko tako območje, ki mu pravimo cirkalitoral, kjer pač zelene alge in cvetnice več ne uspevajo, začnejo pa prevladovati kot obraz, kot organizmi, ki se nahajajo na samem morskem dnu, ponekod še kakšne rdeče alge,
imamo območja, kjer imamo recimo koraligene alge, pa potem spužve, pa plaščar in tako v bistvu nevretenčari, zelo barviti. Ne? In v teh območjih nekako osenčenih oziroma kjer je svetlobe manj, recimo temu poltemnih, se potem nahajajo tudi koraligeni habitati, ne? Ki so v bistvu z vidika biodiverzitete, vrstne pestrosti zelo, zelo pomembni. Zakaj recimo, ne? Ker v bistvu podpirajo življenje velikemu številu organizmov na račun strukturiranja habitatov. Ne? V bistvu gre za neke biogene formacije, ki ustvarijo zelo veliko prostorsko nišo, zelo veliko lukenj, zelo veliko razpok, rovov, ki jih potem lahko ti organizmi zasedajo v iskanju prebežališča, v iskanju, v izogibanju predatorjev, v iskanju hrane in tako naprej. Ne? Bolj kot je v bistvu sam prostor strukturiran, heterogen, večjo pestrost organizmov bomo tam lahko našli. Ne? Vi ste bil tudi soavtor zanimive knjige, ne, ki je sicer izšla v angleščini, Biodiverziteta biogenih formacij, in tam navajate, da so recimo te na nek način neki osamelci, ne, najdeni v Tržaškem zalivu in pa tudi pri nas, ne, ki so seveda različni. Tržačani mislim, da jim rečejo treci, ne? V bistvu trece tenuae so na italijanski strani, ne? Pri nas takih formacij ni, je pa v bistvu smo pa odkrili dve po velikosti precej večji. Tudi biogeni formaciji, ki pa sta v bistvu nastali z ostanki oziroma z odmrlimi koraliti kamene korale. Gre za dve precej veliki območji, kjer prevladuje v okolju, kjer je drugače muljasto sedimentno dno. Tam dno sestavljajo pač te odmrli koraliti kamene korale, ki izgledajo v bistvu kot nekakšni makaroni nadpotreseni po morskem dnu. No in to trdno dno omogoča potem naseljevanje drugim organizmom, ne, ki rabijo nek malo bolj stabilen substrat za svojo rast. Se recimo te formacije tudi možnost recimo za večjo koncentracijo rib? Tako, v bistvu so ta območja ribiči v preteklosti že poznali, prav zaradi tega, ker se je tam riba zadrževala. Niso pa vedeli, kaj to območje je. In mi smo prišli do spoznanja, da gre to za biogeno formacijo, katere osnova so pač ti koraliti sredozemske kamene korale. In riba se tam zadržuje ne toliko zato, ker bi tam imela veliko skrivališča, ampak predvsem zato, ker je tam veliko hrane, veliko število nevretenčarjev. To okolje je bogato tako po vrstah nevretenčarjev, ki tam živijo, kot tudi po sami številčnosti. Predvsem na račun te prej omenjene sredozemske kamene korale, ki gre za kolonijsko žival, ki izloča trden skelet. No in med temi v bistvu palčkami od koralitov, ne, se nahaja zelo veliko prostora, ki ga potem organizmi izkoriščajo, kot smo že prej omenili, za skrivanje, za bivanje in tako naprej. Vaš tip raziskovanja teh podmorskih habitatov je v bistvu neinvaziven, ne? Trudimo se, da je čim bolj neinvaziven. Pridejo pa seveda momenti, ko pač moramo tudi kakšne vzorce vzeti, recimo iz samega okolja, predvsem recimo za te manjše organizme, ki se skrivajo v samih koralah ali pa tako naprej. Ampak poskušamo v bistvu to zminimalizirati, ker kot večkrat pravi profesor Lipej, ne, Slovensko morje je Noetova barčica. Imamo zelo veliko stvari, ampak ničesar v izobilju. In če bomo preveč posegali noter, lahko hitro povzročimo kakšne nestabilnosti ali pa neželene efekte. Tudi raziskovalci seveda lahko. No, ne raziskujete samo tega dela severnega Jadrana, ampak raziskujete tudi južni Jadran. Kje in pa kakšna je razlika recimo v teh habitatih primerjavi z našim, se pravi severnim Jadranom? Tako. V bistvu
dejansko naše znanje, ki smo ga zgradili v samem Slovenskem morju in tudi v okviru tega projekta Treh korala, prav vezano na sredozemsko kameno koralo, je bilo nekako tudi v tujini prepoznano. Tako so nas v bistvu v svoje ekipe povabili drugi raziskovalci po svetu, predvsem Mediteranu, tako recimo kolega Metalpa iz Rima, profesor Kružič iz Zagreba, kolegi iz Črne gore in v bistvu z njimi trenutno poteka zelo veliko izmenjav in terena, predvsem na sredozemski kameni korali in na teh habitatih. Tako recimo že 6 let raziskujemo največji ali pa eden izmed največjih sredozemskih koralnih grebenov, ki se nahaja na otoku Mletu v Velem jezeru s profesor Kružičem. Smo pa zdaj v bistvu to sodelovanje razširili še na Bokokotorsko oziroma Črno goro in v bistvu nekako želimo ugotoviti, kakšni so te okoljski gradienti, ki se v teh območjih pojavljajo, kaj vse vpliva na pojavljanje, na rast, na funkcioniranje teh habitatov oziroma same sredozemske kamene korale. Kakšne so sorodnosti recimo teh drugih območij, ki ste rekli Mlet, Bokokotorska, še kje drugi, in pa recimo ta severni Jadran? Vsem je skupni imenovalec, da v bistvu v teh okoljih prevladuje, ki jih raziskujemo, prevladuje sredozemska kamena korala. Da je v bistvu korala zmagala nad algami v tistem območju, ker v bistvu korale in alge med seboj tekmujejo za prostor, ki ga rabijo pa za svoje življenje. To se pravi, skupni imenovalec seveda je sredozemska kamena korala, so pa seveda razlike v nekih osnovnih fizikalno-kemijskih pogojih, ki nastopajo, kot že prej omenjeno, pri nas recimo je slaba vidljivost, tudi ekstremno nihanje temperatur, poleti lahko temperature dosežejo 30 stopinj, po zimi padejo pod 10, tudi pod 8 stopinj, kar so res velike ekstremi, tega je južneje, ko gremo, veliko manj. In to v bistvu povzroča tudi stres za same korale, ki se kaže recimo v bledenju recimo kamene korale. Specifika našega območja tukaj je to, da v bistvu imamo habitat oziroma dno, ki je sestavljeno iz odmrlih koralitev kamene korale, na katerem seveda se pojavljajo tudi žive kolonije, ampak osnova so pa ti odmrli koraliti. Na Mletu recimo je v bistvu greben sestavljen iz živih kolonij, ki dosega tudi 4-metrske premere, pri nas recimo je maksimalni 70 centimetrov, to se pravi več kot 4-krat večje kolonije so na Mletu. Črna gora je pa tudi v bistvu nek svoj specifično območje, ki pa je nekoliko bolj podobno našemu, predvsem ker gre v bistvu pri Bokokotorski za zelo globok zaliv, ki je tudi pod vplivom recimo sladke vode. No in tam je neko območje, ki se ga odpravljamo letos jeseni raziskovati in je precej podobno našim strukturam, to se pravi tudi tam se pojavljajo odmrli koraliti, sredozemske korale, ki so v bistvu osnova habitata. A obstajajo kakšne študije ali pa recimo opažanja glede teh klimatskih sprememb, recimo v primerjavi z raziskavami, ki so bile opravljene recimo v minulih desetletjih? A se kaj ve o tem? Mislim, ve se, da se spremembe v morju dogajajo, da prihaja do dviganja temperatur, kar je opaženo tudi na sami sredozemski kameni korali. Recimo leta 2010 smo ugotovili res množično bledenje koral, to pomeni, da sama korala izvrže oziroma da simbionti, ki dajo to njeno specifično obarvanost, zapustijo sam polip kamene korale in na ta način se obarvajo belo, zato je bledenje. Ampak smo potem ugotovili, da je v bistvu ta proces reverzibilen. Sam polip lahko te simbionte, te mikroalge prevzame nazaj in na ta način v bistvu preživi. Če pa so seveda, če je situacija toliko ekstremna, da tega ne more zgoditi, pa v bistvu to vodi v sam propad polipa, propad kolonije, pojavljajo se nekroze, odmiranja in v bistvu
Kaj predvidevate, recimo, kaj se utegne v prihodnjih letih ali pa desetletjih narediti, recimo, če bojo te klimatske spremembe šle to pot, kakor napovedujejo klimatologi? Sigurno bo pripeljalo do sprememb, kakšnih je bo težko reči. Ne. Dejstvo je, da v bistvu so organizmi sposobni prilagajanja. To se pravi, neka stopnja prilagoditve bo prišla. Problematično je, da se hkrati klimatskimi spremembami vse bolj večajo tudi vpliv človeka, ki dodatno v bistvu deluje kot stres na same organizme. In večji kot stres, slabša je preživetvena ali pa tudi adaptacijska možnost samega organizma. Ne. In to je v bistvu nekak največji problem. Ne. V bistvu to seštevanje večjih vplivov na majhnem območju, ne samo same klimatske spremembe, pa tudi v bistvu direktni vplivi človeški.